Lep dober večer. Izjemno me veseli, da vas je tako število. Marsikdo vpraša, koliko nas bo in smo blizu dregi. Nekdo je rekel, vse že nas toliko, da se bomo pa sami pogovarjali in res izjemno častni, da ste prišli obema nama. Najprej v imenu kluba arhitektov Saša Regije iskrena hvala Festivalu Velenje in Galeriji Velenje, gostiteljici nocojšnjega dogodka. Posebna hvala za kuliso nocojšnjega pogovora. Težko bi si zamislili boljšo scenografijo, so fotografije mesta, o katerem se želimo pogovarjati. Zato je primeren trenutek, da zaprosimo kustosinjo razstave, magister Mileno Božiček-Koren, da nam pove nekaj besed o vrednotah, ki jih razkriva pričevalec modernističnega Velenja Olben Pajk. Milena, prosim. Tudi v imenu moje posebne in seveda institucije, ki jo zastopam, Festivala Velenje, Galerije Velenje, lep dober večer. Zelo sem počaščena za te besede, ki jih je izrekla Saša, da ne bi bilo lepše kulise. Ta načrtovanja naših razstav so seveda vedno nekako dolgoročna in že vrsto let se je v meni nekako kalila ideja o razstavi Olbenka Pajka, ki se ga Velenjčani dobro spominjamo, predvsem iz njegovega ateljeja, ko je vsak teden predstavljal izložbo s fotografijami, predvsem portretami, portretirancev, ki so bili obsedeni v slovesnih dogodkih, da so bile poroke, birme ali pa kar osebne fotografije za dokumente. No in moji spomini, jaz bi rada malo te osebne tukaj dala zraven dotoliko prepoved, so bili, da smo, ko smo hodili iz cerkve, mimo tega ateljeja, so se ustavljali ljudje kar v 3 vrstah. In ko je prva vrsta pogledala, jaz rečem danes, ker Facebook sodoben, takrat je bil to najbolj sodoben Facebook, ko je pogledala prva vrsta, se je omaknila in je stopila druga vrsta naprej in tretja in mnogokrat jih je bilo še več. No in to mi je ostalo zadrožno in tak spomin, bila pa sem tudi prijateljica, dobra prijateljica njegove hčerke Dunje, ki sva marsikaj prijateljevale in marsikaj si povedali v tem otroštvu. No in iz tega tudi nekako je seveda ta spomin in to, kar je Saša že omenila, te njegove vrednote so mi ostale iz otroštva in so me spremljali nekako ves čas. Vem, da je hodil s fotoaparatom že ob teh gradnjah Velenja in seveda, jaz mislim, da ob 60-letnici Velenja je bil to pravi trenutek, da se poklonimo tudi temu pričevalcu, kot smo tudi dali naslov v tej razstavi. No in Olben Pajk je v mojih očeh in tudi v očeh mnogih strokovnjakov fotografije žal veliko premalo poznan in jaz upam, da bo prav tudi s to razstavo en majhen mozaik oziroma en kamenček v tem mozaiku njegovega življenja vendarle doprinesel k temu boljšemu poznavanju njegovega izrednega estetskega znanja in tudi neke prirojene te estetske vrednote, ki jih je imel in seveda v vsem šolanju, ki ga je opravil tako v Zagrebu, pri znamenitem fotografu in hkrati slikarju, ki ga ni naučil samo fotografije, ampak tudi retuše. Moram reči, da iz teh vseh pripovedi in vseh prebiranj sem pravzaprav nekako zaključila, da je tega svojega mojstra prav v retuši presegal in da mu je tudi prepustil vso to delo. Veste, da smo ljudje več ali manj vsi malo nečimrni in vsak je pač tak lep na fotografiji. No in ta fotograf je imel res dobre stranke, predvsem so bile to gledališke igralke, filmske in Olben Pajk je tem vsaki ženski, pa tudi seveda moškim, rad dodal to, da ga je vsega. In z leti mu je seveda ta mojster prepustil to delo, ki ga pa je potem, jaz mislim, seveda z veliko verifikacijo in z tem pravim vrednotenjem in pravo mero, bi lahko rekli, tega znanja in seveda tudi intuicije
uporabljal ves čas pri portretni fotografiji. Vedno se je zelo potrudil pri fotografiranju, ampak klientu pa ni bilo prav prijetno, ker ta fotografiranja so trajale, vsak je prišel ves zmozgan in utrujen iz ateljeja, ampak ko je dobil fotografijo, je bila pa vrhunska. In jaz mislim, da so tudi te posnetki vedenja iz nekih izjemnih pogledov. Moramo vedeti, da takrat ni bilo aparatov, ki bi omogočali toliko enih možnosti, ko so danes, in da je on res mogel imeti veliko znanja in res eno izrazito izostreno oko, da so tele vedute nastale takšne, kot jih lahko danes vidimo ob tej razstavi. Mislim, da je pravzaprav on sam že s svojim delom zelo ovrednotil čas. Mislim pa, da smo mi vsi pravzaprav, ki delamo v kulturi oziroma pač v poklicih, s katerimi lahko pripomoremo k temu, da dejansko te vrednote dvigujemo, dolžni, da to njegovo podstat samo še nadgrajujemo. Hvala lepa.